če ne veste, kje bi lahko vaš sindikat dobil tank, pa poglejte naslednjo vest z bojišč na vzhodu Evrope. V Ukrajino tako prihaja različna vojaška pomoč. Najverjetneje tudi prav posebno češko napihljivo orožje, ki pa je na bojišču skoraj tako učinkovito kot pravo. Tako vsaj trdi proizvajalec, ki sicer zaradi vojne tajnosti dostave v Ukrajino ne potrjuje. In sploh ni 1. april. Tudi mi smo najprej pomislili, da gre za fake news, za lažno novico, ampak smo preverili in našli spletno stran podjetja. Zdaj, ni nam pa čisto jasno, kako lahko s takim orožjem premagaš nasprotnika. Toho produktu. Pokud já donutím nepřítele zničit nějakou moji věc něčím, co je minimálně 4krát, ale ono v praxi je to třeba i 20krát dražší, tak vlastně na tom poli vyhrávám jako ekonomicky. Seveda so napihljivi tanki cenejši kot pravi, pa še tvoj sovražnik s svojimi dragimi raketami strelja na napačno tarčo. Ne? Gre za, lahko bi dem rekli, strateške tanke. Tako kot je cenejši moški spi na Turbo Maximusu, pa strelja v napihljivo Ančko namesto sosedovo. To je pa sploh ful snej. Ker se zavedajo, kakšne nevarnosti prežijo na njih, so se šefi vladne koalicije v torek že 3. letos zbrali na Brdu in kramljali o nujnih reformah. Tokrat o davkih in šolah. Poglejmo, kaj pripravlja šolski minister. Digitalizacija pa pomeni, da treba vse vzgojitelje, učitelje in tudi ravnatelje nekako polnomočiti za to, da bodo to sprejeli in da bodo vedeli, kaj pravzaprav to pomeni. Kaj pomeni digitalizacija? Da je treba ljudi opolnomočiti, da bodo vedeli, kaj to pomeni. Če vas kdo vpraša, kaj je digitalizacija, zdaj veste, kaj povedati. To je to, da je treba ljudem povedati, kaj je digitalizacija. Ampak, ok, vlada bo vse rešila z digitalizacijo, očitno. Ma to bomo vse bomo digitalizirali. Ampak, gospod premijer, plače so nizke, bencin je drag. Ma to zato, ker še ni digitaliziran. Premijer, nimamo zdravnika. Ma boste ga imeli, ko bo digitaliziran. Iz štajerske prestolnice prihaja pa alarmantna novica. Kmalu bodo izgubili tisto, česar Ljubljančani že dolgo nimajo več. Enemu zadnjih divjih parkirišč v Mariboru bijajo zadnje ure, kot vse kaže. Ta trenutek je v lasti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter v upravljanju Srednje šole za prehrano in živilstvo Maribor. Že v kratkem pa naj bi na parkirišču, kjer lahko iznajdljivi Štajerci parkirajo brezplačno, zabrneli gradbeni stroji. In pol bogi dijaki srednje šole, ki je ta parking, ne bojo imeli več kje parkirati. Novica jih je zih pretresla. Malo težko parkirati, če pa seveda, če se tam od spredaj kdo nastavi, pol ne more polovica parkirišča ven priti. Vedno so luže, ko dež gre. Ja, podlaga glih ni najbolj primerna, ne. Ej, Tina, greva v šola. Neka gre, drž gre. Luža. Tako je to na Štajerskem. Ko gre dež na Gorenskem, reče tem zastojn tuš. Ta Štajerskem. Kakorkoli, mislim, da tam mladenič malo preveč pričakuje od brezplačnega parkirišča. Banda razvajenih. Zdaj v srednjo šolo hodil, parkinga nismo imeli, smo mogli lasenega šoferja imeti. Ne pa tako, kot mladina parkira, ker če... Je pa naš raziskovalni novinar, gotovi še eno stvar. Ob sprehodu po parkirišču lahko opazimo tudi avtomobile višjega cenovnega razreda, ki si jih malo kateri dijak lahko privošči. Ja, in kdo si lahko take avtomobile privošči? Po besedah mimoidočih zaposleni v bližnjem UKC-ju. Dati ne vem koliko evrov na mesec, tu pa je zaenkrat brezplačno. In zjutraj je kar lepo videti, no, ko vsi maširajo proti UKC-ju. Ja, spet smo pri težavah slovenskega zdravstva, ki jim ni videti konca. Ko boste v Mariboru naslednjič nerazumno dolgo čakali na operacijo, bo to verjetno zato, ker bojo zaprli ta brezplačen parking in kirurg ne bo vedel, kje parkirati. Ampak vse bo bolje, ko bo digitalizirano. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.